18. Sunshine tomorrow and a high of 39. With the Ej, ka bo kdaj imel v tej hiši ali ne? Sem resno, da bi v vsakem momentu nekdo nekaj obnavljal. Ja, in pol, ki bo ta zadnji vse to zaključil, bo spet ta prvi se spomnil, da hoče nekaj spremeniti in bo spet ropotalo. Itak. Čeprav ne, mi da bi tudi lahko kaj s kopalnico naredila. Meni se zdi, da bi bilo dosti boljše, če bi uno banjo premaknili recimo na levo stran, tako v kot, veš, zraven umivalnika. Dej, no, Daša, nehi. Dobro veš, da teh inštalacij ne moreš kar premikati po stanovanju, tako kot, ne vem, sedežno ali pa imaro. To je malo bolj zakomplicirano. Vse se da, sam če se hoče, a ne? Ja, v bistvu se slišam. Mislim, sej, če ti ne obvladaš, lahko tudi mojstra pokličemo, ne? Gospod Čegola, vi se ukvarjate s strojnim inštalaterstvom. Kaj v bistvu to pomeni? Glede, strojno inštalaterstvo to je širok pojem. Tega je ogromno. To je od vodovodne inštalacij, od inštalacij za ogrevanje, plinske inštalacije, inštalacije za hlajenje in prezračevanje. Pa se morate potem kaj specializirati za posebno področje ali v bistvu obvladate vse? Poglejte, moji ljudje so za vsako področje posebej specializirani, kajti nekoč je to bilo, da en lahko dela vse, v današnji tehniki pa to več ne gre. Mora biti človek ozko specializiran, potem je strokovnjak in lahko vsakšno delo opravi učinkovito. Kako pa se je kaj tehnika razvijala? V mojem času se je tehnika ogromno razvijala, ker ko sem jaz začel z tem poklicem, pa do danes je to se skoraj ne more primerjati. Takrat nismo imeli nobenega električnega orodja, je bilo vse samoročno, danes je pa ta tehnika tako razvita, da je dosti lažje, no? Dosti lažje, ja. In hitreje se izvaja. Vi imate zaposlenih približno 150 ljudi, ne? Ja. In koliko med njimi je inštalaterjev? Glede, ker mi smo inštalaterska firma, večina njih so inštalaterji in inštalaterjev imamo okrog 120. Kakšne lastnosti pa mora imeti en dober inštalater oziroma katere spretnosti mora obvladati? Glede, inštalater seveda mora biti malo nadarjen za ročne spretnosti, mora biti tudi, da ne rečem, iznajdljiv, ker včasih prideš v nekakšno situacijo, da se mora sam znajti, mora biti tudi komunikativen in seveda ostalo se pa nauči v šoli, da mora znati čitati načrte in tako naprej. Kako pa ste vi začeli? Tudi jaz sem začel z poklicnim izobraževanjem in sem potem ob delu študiral, tako da poklic inštalaterja je zelo zanimiv, lahko rečem, in tudi zelo cenjen. Tako da je možnost napredovanja in jaz sem potem od tega, kot sem že omenil, poklicnega izobraževanja, sem potem ob delu študiral in začel razvijati v času, ko se je to v 90. letih, ko je to pač sistem dopuščal prejšnjega stoletja, začel podjetniško razvijati. Začeli smo z 3 ljudmi leto 90, danes nas je 150. Bravo. Kateri študij se lahko nadaljuje? Ja, gledajte, tu, ker je to tako široko področje, ker mi se tudi z elektrotehniko ukvarjamo, tako da je tu lahko študij elektronike, elektrotehnike, strojni del in pa tudi, seveda mora pa biti tudi, kar je pomembno, tudi organizacija je zelo pomembna pri takšnem številu ljudi in pa tudi logistika. Kaj vam je pa najbolj všeč? Gledajte, najbolj všeč je meni osebno pa nam zadovoljna stranka.
Ko mi neko delo opravimo, če tisto delo strokovno in lepo napraviš, je vsak inštalater že s tem zadovoljen z svojim delom, da je lepo narejeno in funkcionalno seveda. Ko pa še to potrdi naročnik, naša stranka, potem pa smo še toliko bolj veseli. In na čem delate zdaj? Ja, mi veliko delamo, veliko dajemo poudarka tudi na alternativni energiji, tako da delamo od sončnih kolektorjev tudi na biomaso peči in tem momentom med ostalimi deli, ki imamo veliko in gradbišče, je tudi eno zelo pomembno gradbišče, ki je na lesno biomaso, to so velike kotli, ki bojo služili za ogrevanje rastlinjakov, in tudi verjetno pozneje še tudi bližnje okolice tega naselja. Super. To bi si pa medva rada ogledala, ne? Seveda, to si lahko gledate, ravno ta del kotlovnice na biomaso je že končan in že funkcionira. Nekaj rastlinjakov se že ogreva, to bomo lahko pogledali. Večina rastlinjakov pa ravno zdaj inštaliramo, ker so tudi vključeni mehatroniki in so kar zelo zainteresirani in naši mojstri so tudi z njimi zadovoljni. Danes pa morajo imeti monterji strojnih inštalacij več tehničnih znanj, od branja načrtov do priprave na samo delo in pa potem tudi na koncu, da izmerijo, če inštalacije ustrezajo zahtevanim parametrom. Če za primerjavo povem samo to, da smo v začetnih časih, recimo pred 35 leti, ko smo začeli izvajati inštalacije centralne kurjave v stanovanjskih hišah, to delo izvajali 2 meseca, v tem času pa danes naredimo že cel hotel. Lahko rečemo na kratko, da včasih je poklic monterja strojnih inštalacij temeljil na mišicah, danes pa temelji na znanju.